Ameriške sanje so mrtve. Njihovo napihnjeno truplo leži na mizi za obdukcijo in obstaja samo en osumljenec. Leta 1968 je delavec z minimalno plačo, ki je zaslužil $1,60, ameriški dolar, en vejca 60 na uro, lahko kupil hišo, ki je bila vredna 7,5-kratnik njegovega letnega dohodka. To je $14,90 na uro v današnjih dolarjih. Danes je zvezna minimalna plača $7,25, kar je polovica vrednosti iz leta 1968. In povprečne hiše stanejo do 6-kratnik letnega dohodka. Tudi človek z magisterijem ali doktoratom si ne more privoščiti najemnine. To niso številke, to so dokazi. Jaz sem Josh in v današnji epizodi oddaje The Infographic Show razkrivamo, kako so baby boomerji uničili ameriške sanje. Prvo poglavje. Sledi denarju. Začnimo s prizoriščem zločina, nedotaknjeno različico, kontrolno skupino, dokazom, da je sistem deloval, preden je nekdo posegal vanj. Leta 1976 je vrtnar na UC Berkeleyju prejemal minimalno plačo, torej $2 na uro. Delal je 12 tednov čez poletje oziroma 480 ur in zaslužil $960. Letna šolnina na UC Berkeleyju tisto leto $637 v enem poletju pokrije 150% svoje šolnine. Ostane mu $323 za, veste, stvari kot so knjige, najemnina, življenje. To je ameriške sanje v svoji najčistejši obliki. Oseba brez diplome, brez poznanstev in brez dednega premoženja, a z močno voljo do dela, si lahko plača izobrazbo in ji še vedno ostane dovolj za dostojno življenje. Tisti hišnik leta 2026. Minimalna plača v Kaliforniji je zdaj $16,90 na uro. Hišnik dela enako število ur, zasluži nekaj več kot $8,100, šolnina na UC Berkeleyju. No, to vas bo stalo $14,200 na leto. Na leto! Njegovo delo pokrije približno 27% šolnine, primanjkuje mu več kot $6,100 in to kljub temu, da zasluži več kot 2-kratnik zvezne minimalne plače. Po zvezni postavki $7,25 bi moral delati skoraj 2000 ur oziroma 49 tednov polnega delovnega časa, samo da bi pokril šolnino. Ali je hišnik postal kaj bolj len? Ali je univerza postala kaj boljša? Ali pa so se številke preprosto uporabile kot orožje? Generacija baby boomerjev predstavlja 20% današnjega prebivalstva ZDA, vendar nadzoruje $85 bilijonov premoženja, kar je 51,4% vsega ameriškega bogastva. 1/5 ljudi, več kot polovica denarja. Milenici, no, ti predstavljajo 21,8% prebivalstva, skoraj enako veliko kot generacija baby boomerjev, vendar nadzorujejo le $18 bilijonov, približno 10,3% narodnega bogastva. Naj to naredimo bolj konkretno. Leta 1989 so gospodinjstva oseb starih 70 let imela približno 1/5 narodnega bogastva. To je imelo smisel, delali so celo življenje in varčevali. Torej do leta 2025 bodo gospodinjstva starejša od 70 let nadzorovala 32% bogastva. To je 63% povečanje koncentracije bogastva med starejšimi v samo 36 letih. Medtem se je delež mlajše generacije močno zmanjšal. Kako jim je to uspelo? Delnice. Boomerji imajo v lasti $25,15 bilijona v delnicah, kar predstavlja 54% vseh javno trgovanih delnic v Ameriki. Milenici pa imajo v lasti $3,9 bilijona v delnicah, kar je le 8,2% trga. Boomerji nadzorujejo 6,5-krat več premoženja v delnicah kot milenici. Spet enako število prebivalstva. Nikjer ni to bolj očitno kot na področju nepremičnin. Boomerji imajo skoraj $19,7 bilijona v nepremičninah, milenici pa približno $9,8 bilijona, točno polovico. Ampak ne pozabite, gre za generaciji enake velikosti. Nedavna objava podjetja MacroEdge je izpostavila ta izrazit trend. Od leta 1960 do 2025 se je delež vseh 30-letnikov, ki so hkrati poročeni in lastniki stanovanj, zmanjšal z 52% na 12%. Z drugimi besedami, danes le približno 1 od 8 30-letnikov izpolnjuje oba pogoja. Ta upad je v veliki meri posledica manjše stopnje porok med mladimi, ne le nižje stopnje lastništva stanovanj. Splošna stopnja lastništva stanovanj se je dejansko zvišala z 62% leta 1960 na 65% danes. Kako je to mogoče? Generacija baby boom kupuje več nepremičnin. Drugi domovi, naložbene nepremičnine, Airbnb, trg ni zamrznjen, le zaklenjenje v eno generacijo. Ta razlika ni naključna. To je posledica protekcionističnega sistema, ki so ga baby boom generacija sama zgradila. Še vedno obsežen, še vedno udoben. Povprečni pripadnik generacije baby boom ima neto premoženje približno $1,6 milijona, mediana pa znaša $388,200. Udobno in varno po desetletjih dela.
Generacija X je zadaj, s povprečjem okoli 976 tisoč in mediano 247 tisoč, kar je bistveno manj kot pri baby boom generaciji. Milenci so še bolj zadaj, s povprečjem 366 tisoč in mediano le 78 300, to je približno 1/5 tega, kar imajo baby boom generacije. 3 generacije, 1 lestev in ljudje na dnu se utapljajo. Toda tukaj je del, ki vse potrdi. Pričevanje očeta iz generacije baby boom, ki ga niti oni ne morejo zanikati. Leta je sinu pridigal, naj ne išče hiš, ki si jih ne more privoščiti. Sin se je naveličal in izzval očeta, naj danes sam poišče hišo po ceni, ki se mu zdi primerna zanj. In oče je ure iskal. Vrnil se je bled. To ni samo drago, je priznal. To je nemogoče. Igraš igro, ki je prirejena. Oče je za svojo prvo hišo leta 1980 plačal $25,000. Prilagojeno inflaciji je to $93,000 v letu 2025. Današnja povprečna cena hiše je nekaj manj kot $417,000. 4,5 dražje. Tudi po prilagoditvi za inflacijo si je to lahko privoščil pri svojih letih. Njegov sin si tega ne more. Enaka devovna etika. Ista država, drugačna matematika. Drug uporabnik Reddita je delil zgodbo svojega dedka. Leta 1970 je kupil hišo s 6 spalnicami za $40,000. Danes je vredna $950,000. Prilagojeno za inflacijo, teh $40,000 pomeni $333,000 v letu 2025. Hiša je še vedno $617,000 dražja, kot bi napovedovala samo inflacija. To niso tržne dinamike, to je izsiljevanje. Branilci obstoječega stanja imajo radi poseben protiargument. Seveda imajo boomerji več premoženja, so starejši, to je pač življenjski cikel ekonomije. In ja, premoženje naravno narašča starostjo. Ta del je resničen, vendar življenjski cikel ne pojasni, zakaj je krivulja postala tako strma. Prejšnje generacije so postopoma prehajale v premoženje, boomerji pa so prešli v hiperinflacijo premoženja. 1/5 prebivalstva, ki ima več kot polovico vsega premoženja, ni blaginja. To je kopičenje. In kar so nakopičili, so vzeli. Iz plač, stanovanj, davkov, iz pokojnin, iz prihodnosti. Niso se le obogatili, poskrbeli so, da tudi nihče drug ne bi mogel obogateti. In tja vodi naslednja sled dokazov. Drugo poglavje. Stanovanja, lestev, ki so jo umaknili za sabo. Moramo si ogledati namerne mehanizme izključevanja stanovanjskega trga, da bi razumeli, zakaj so sistem priredili boomerji. Leta 1970 je bila povprečna cena doma 2-4-kratnik povprečnega gospodinjskega dohodka. Ni bilo lahko, seveda, ampak dosegljivo. Delal bi nekaj let, varčeval za polog in nato kupil streho nad glavo zase in svoje. Leta 2025 pa je povprečna cena doma znašala 5-6-kratnik povprečnega gospodinjskega dohodka. To je 133% povečanje razmerja, toda to ne razlikuje glede na gostoto urbanega okolja. V mestih, kjer dejansko obstajajo službe, je stanje še veliko slabše. V San Joseju, središču Silicijeve doline, povprečen dom stane 10,5-kratnik povprečnega gospodinjskega dohodka, v Los Angelesu pa 12,5-kratnik. V Miamiju 8,7-kratnik. Hiša na teh krajih ni res dosegljiva povprečnemu človeku. To je kot zadetek na dediščinski loteriji ali pa privilegij rezerviran za višji sloj družbe. Povprečna starost prvega kupca stanovanja danes je 40 let. Leta 1980 je bila 29. Ljudje morajo še dodatno desetletje plačevati najemnino, preden sploh lahko vstopijo na trg. Toda zločin sega tudi do omejevanja ponudbe. Ko je zakon o pravičnem dostopu do stanovanj iz leta 1968 zagrozil z integracijo belih sosesk, so se predmestja v 70 letih odzvala z valom izključevalnega zoniranja. Nenadoma je bilo 75% stanovanjskih zemljišč v ameriških mestih namenjenih izključno enodružinskim hišam. Občine so uvedle minimalne velikosti parcel, ponekod od približno 1 do 4 hektarjev. To je bilo zasnovano tako, da so izključili vsakogar brez večjega kapitala. Stanovanja so se takrat začela obravnavati kot rastne delnice in ne kot varne naložbe. Postala so investicija namesto zavetja. Samo prostorske omejitve v San Franciscu zvišajo ceno zemljišča za $400,000 na hišo. Zdaj 43% predstavnikov generacije baby boom pravi, da svojega doma nikoli ne bodo prodali. Nikoli. 55% jih v svojem trenutnem domu živi že več kot 10 let. Baby boomerji, katerih otroci so že odšli od doma, imajo 2-krat več domov s 3 ali več spalnicami kot milenijci z otroki. 3 od 10 velikih hiš zasedajo starši, katerih otroci so že odšli od doma. Milenijci z otroki imajo v lasti le 14,2% velikih hiš. Matematika je zadošljiva. Le 25 od vsakih 1000 domov je zamenjalo lastnika v prvih 8 mesecih leta 2024. To je bila najnižja stopnja menjave lastništva v zadnjih desetletjih.
Med letoma 1970 in 1980, ko so pripadniki generacije Baby Boom potrebovali domove, se je število stanovanjskih enot povečalo za 29%. Gradnja je eksplodirala, da bi zadovoljila povpraševanje. Po letu 2008, ko so milenici potrebovali domove, se je gradnja sesula. Generacija Baby Boom je zgradila lestev, ko jo je potrebovala. Potem so glasovali za prostorske zakone in poskrbeli, da se je ni dalo ponovno zgraditi. Sedijo v prevelikih hišah, ki jih nočejo prodati niti po oderuških cenah, s tem blokirajo ponudbo in zvišujejo cene. In nekako še vedno krivijo svoje otroke, da ne delajo dovolj trdo. Tretje poglavje: davka na diplomo. Boomersi niso mlajših generacij izključili samo iz stanovanj, prav tako so jih prisilili, da plačajo za privilegij tekmovanja. Leta 1981 je otrok, ki je prodajal piščančje vedra v KFC-ju, zaslužil $3 na uro. Bilo je v redu, še vedno je lahko šel na fakulteto. Danes je zgodba povsem drugačna. Se sprašujete, kaj se je spremenilo? V poznih 60. in zgodnih 70. letih je Uprava za socialno varnost subvencionirala študij za mlade odrasle z umrlimi, invalidnimi ali upokojenimi starši. To je bilo enakovredno približno $32,000 danes. Ker je veliko staršev iz generacije Baby Boom služilo v ameriških svetovnih vojnah, je ta zvezni program pomagal številnim pripadnikom generacije Baby Boom, da so šli na fakulteto. Končal se je v 80. letih, tako da so tisti, ki so ga lahko izkoristili, prišli noter in potem so zaprli vrata. Zvezne subvencije so takrat veliko pomenile, ker je bil študij veliko bolj dostopen. Povprečna šolnina na javni 4-letni fakulteti v letih 1963 do 1964, prilagojena za inflacijo, je bila nekaj več kot $4,900. V letih 2022 do 2023 je znesla nekaj manj kot $14,700. To je povečanje za 197%, potem ko je inflacija že upoštevana. Stroški študija so se v realni kupni moči potrojili. V 90. letih so stroški študija znašali približno 18% povprečnega gospodinjskega dohodka. Danes šolnina na javni univerzi stane približno 35% povprečnega dohodka. Šolnine so se v 2 desetletjih podvojile. Danes zasebne univerze stanejo 137% povprečnega dohodka. To je seveda več kot celoletna plača pred obdavčitvijo. Leta 1970 je 250 ur dela za minimalno plačo pokrilo eno leto šolnine na javni univerzi. Do leta 2020 je bilo zato potrebnih več kot 1000 ur. Na univerzi Penn State je bilo leta 1985 potrebnih 19 tednov polnega delovnega časa, da si odplačal šolnino. Toda do leta 1995 se je čas, ki bi ga moral študent delati, povečal na 29 tednov. Leta 2014 je ta številka poskočila na 57 tednov, točno 3-krat dlje za isto diplomo na isti ustanovi. Generacija Baby Boom je obiskovala fakulteto, ko so davkoplačevalci pokrili večino stroškov. Nato so javno financiranje močno zmanjšali. Preostanek so morali plačati študenti in njihovi starši. Še huje postane. Zvezni dolg študentskih posojil se je od leta 2007 več kot podvojil. Generacija X ima najvišje povprečne dolgove na posojilojemalca, približno $44,300. Milenici niso daleč zadaj, saj v povprečju dolgujejo približno $40,400. Tudi Baby Boomeri, generacija, ki je večinoma obiskovala fakulteto, še preden je študentski dolg postal množični pojav, imajo med tistimi, ki še vedno imajo dolg, povprečno $41,900 dolga. Tudi tukaj je pomembna asimetrija. Leta 2021 je imelo študentski dolg le 6,6% Baby Boomerjev, v primerjavi s približno 25,5% milenicev. Danes znaša študentski dolg za generacijo X približno $600 milijard. Baby Boomerji so dobili subvencionirano izobraževanje, nato pa so subvencije ukinili. Diplome so naredili obvezne za dostojno življenje. Diplome so naredili dražje od tvojega dohodka, nato so postali posojilodajalci. Ampak zagotovo so financirali vlado, ki bi lahko pomagala, kaj ne? Kakšne? 4. poglavje. Davčni rob. Piše se leto 1981 in predsednik Ronald Reagan je pravkar vstopil v ovalno pisarno z načrtom. Najvišja davčna stopnja v tistem času, ki jo plačujejo najbogatejši, znaša kar 70%. Do konca Reaganovega prvega mandata bo padla na 50%. Do mestnih volitev njegovega drugega mandata pa na 28%. Znižali so jo na polovico in nato še enkrat na polovico. Temu so rekli ekonomija pronicanja. Razen računa pa ni nič kapljalo navzdol. Državni dolg se je pod Reaganom potrojil z $997 milijard na 2,85 bilijona. To je tako, kot da bi do konca izkoristil 3 kreditne kartice in otrokom rekel, naj oni to rešijo. Zvezni primanjkljaj je dosegel 6% BDP. Vlada je v prvih nekaj letih izgubila 9% vseh prihodkov. Reaganove davčne olajšave so od leta 1981 povečale državni primanjkljaj za $10 bilijonov. A to še ni vse.
Ko je leta 2001 prišel predsednik George W. Bush, so njegove davčne olajšave v 10 letih državo stale približno 1,7 bilijona dolarjev. Najbogatejši. 1%, upravljavci hedge skladov, direktorji, so v povprečju vsako leto prejeli davčno olajšavo v višini 57 000 dolarjev, ne da bi za to naredili karkoli. Do leta 2018 so Bushove davčne olajšave vsako leto povečale primanjkljaj za 500 milijard dolarjev. Brez teh olajšav in brez vojn v Iraku in Afganistanu po 11. septembru bi razmerje med dolgom in BDP ostalo pod 50%. Namesto tega je doseglo 70%. Praktično je financiral 2 vojni in finančno krizo s kreditno kartico, nato pa jo pustil na kuhinjskem pultu, da jo pospravijo milenijci. Potem je predsednik Trump vstopil, kot da vodi oddajo Vajenec. Leta 2017 so njegovi davčni rezi dodali še 1 do 2 bilijona dolarjev državnemu dolgu. Takrat so strokovnjaki napovedovali, da bo v 10 letih 83% koristi šlo najbogatejšemu 1%. Davčne stopnje za podjetja so bile trajno znižane z 35% na 21%. Medtem so vaši davki na plače ostali približno enaki. Davčne olajšave same po sebi niso povzročile eksplozije ameriškega dolga, vendar resne proračunske projekcije kažejo, da verjetno predstavljajo več 10 bilijonov dolarjev, približno četrtino do tretjino današnjega dolga glede na BDP. Z drugimi besedami, dolžniška kriza ima veliko vzrokov, vendar je njeno hitro pospeševanje v veliki meri povzročila prav te politike. Od leta 1980 se je državni dolg kot delež BDP početveril. In leta 2024 bo samo plačevanje obresti na ta dolg 881 milijard dolarjev stalo več kot celoten obrambni proračun. Za obresti porabimo več kot za samo vojsko. To bi bilo tako, kot da bi za obresti na kreditni kartici plačevali več kot za najemnino. Generacijska prevara temelji na dejstvu, da je od 80 let naprej velika večina vse rasti domače porabe šla v programe socialnih transferjev za starejše. Zvezna vlada običajno porabi $6 za vsakega starejšega, za vsak $1 porabljen za otroka, Američani, starejši od 65 let, pa zdaj predstavljajo približno 17% prebivalstva. Kljub temu zdaj izdatki za socialno varnost in Medicare prevladujejo v zveznem proračunu. Bogati so si znižali davke 70% na 28%. Izposodili so si 20 bilijonov dolarjev na račun prihodnosti milenijcev in temu rekli blaginja. Potem so jim izročili račun z 881 milijardami do bilijona dolarjev letnih obresti, ampak brez skrbi, vsaj oni so finančno varni v pokoju, kaj ne? Ker vas tam zagotovo tudi niso ogoljufali. Poglavje 5. Upokojitvena prevara. Tako so pokojnine včasih delovale. Prišel si na delo, opravil svoje delo in ko si se upokojil, ti je delodajalec vsak mesec pošiljal ček, dokler nisi umrl. Temu so rekli pokojnina z vnaprej določenim izplačilom. Podjetje je prevzelo tveganje, ko so te zaposlili. Podjetje je upravljalo naložbe, ti pa si imel zagotovljen dohodek do konca življenja. To so dobili boomerji. Nekje sredi 90-ih let se je zgodilo nekaj čarobnega. Podjetja so ugotovila, da lahko vso to tveganje preprosto prenesejo nate. Prišel je 4-1K. Ti ga financiraš, ti ga upravljaš, ti prevzameš izgube, ko trg pade in ni nobenega zagotovila, da boš imel karkoli, ko se upokojiš. Otroci iz časa depresije ali generacija pred boomerji so v povprečju prejemali $6,000 pokojnine. Generacija X pa bo v povprečju prejela $2,000, torej tretjino tega. Le 25% generacije X bo sploh imelo pokojnino. 80% jih bo popolnoma odvisnih od 4-1K, ki so jih izpraznili med nujnimi primeri. Kar je prava kraja, je dejstvo, da bo generacija X za udobno upokojitev potrebovala $1,1 milijona, trenutno pa so na poti, da bodo imeli približno $700,000. To je $400,000 primanjkljaja na osebo, 24% pa jih je že vzelo posojilo iz svojega 4-1K, samo da so preživeli nujne primere, dolgove ali naraščajoče stroške. Medtem ima le 40% baby boomerjev sploh dovolj prihrankov za upokojitev, več kot polovici jih bo zmanjkalo denarja. Ampak tukaj je stvar, oni ne potrebujejo prihrankov. Imajo zagotovljeno socialno varnost in Medicare, ki jo financirate z davki na plače. Baby boomerji so se upokojili z zagotovljenimi pokojninami. Potem bodo začeli razgrajevati ta pokojninski sistem in so vam rekli, naj pametno vlagate v 4-1K. Nato so zrušili trg v letu 2000 in ponovno v letu 2008. In ljudje z zagotovljenimi dohodki so jih ukinili za vse ostale. In zdaj jim pripadajo pravice. Poglavje 6. Demografska časovna bomba in račun, ki se nikoli ne ustavi. Vsak dan dopolni 10,000 baby boomerjev 65 let in vstopi v Medicare. Vsak dan. To je, kot da bi vsak teden napolnili nogometni stadion s novimi upokojenci, ki potrebujejo državno zdravstveno oskrbo.
Tukaj je težava. Pri tem, socialna varnost in Medicare sta bila zasnovana, ko so ljudje živeli krajše življenje. Predpostavka je bila, da bodo morda imeli 10 do 15 let upokojitve. Današnji predstavniki generacije Baby Boomer živijo 20 do 30 let ali več po upokojitvi, prejemajo ugodnosti dvakrat dlje, kot je bil sistem zasnovan za obvladovanje. Matematika je spet apokaliptična. Predvideva se, da bo sklad Medicare bankrotiral do leta 2033, kar je manj kot desetletje stran. Davki bodo pokrili le 89% načrtovanih ugodnosti iz programa Medicare. Upokojeni par, star 65 let, se zdaj sooča z $275,000 lastnih stroškov za zdravstveno oskrbo. In to še ne vključuje dolgotrajne oskrbe. Le 50% baby boomerjev si bo lahko privoščilo lastno zdravstveno oskrbo. Ampak počakajte, si mislite, ali ne bodo prenesli svojega premoženja, da bi pomagali? Veliki prenos bogastva, kaj ne? Domnevno naj bi mlajše generacije prejele od 68 do 84 bilijonov dolarjev. Resnica pa je, da je leta 2024 91 dedičev podedovalo 297,8 milijarde dolarjev. Večina tega pa je šla ljudem, ki so bili že prej premožni. Srednjerazredna dediščina, uničena zaradi stroškov zdravstvene oskrbe. Samo 40% baby boomerjev ima dovolj prihrankov za upokojitev, kar pomeni, da bodo porabljali svoje premoženje samo zato, da bodo preživeli. Zdaj pa se pogovorimo o teh stroških zdravstvene oskrbe. Leta 1970 so skupni izdatki za zdravstveno varstvo v ZDA znašali 74,1 milijarde dolarjev, do leta 2024 pa so narasli na 5,3 bilijona dolarjev. Zdravstvo zdaj predstavlja 18% celotnega BDP-ja. Letna poraba na prebivalca je šla s $353 leta 1970 na približno $15,500 leta 2024, kar je 7-kratno povečanje v realnih vrednostih. Vaše premije za zdravstveno zavarovanje so se od leta 1999 povečale za 342%. Vaše plače so se povečale le za 119%. Plačujete veliko več za slabše kritje, medtem ko so se cene v bolnišnicah od leta 2006 podvojile. In tukaj je politična blokada. Generacija Baby Boom je največja volilna skupina. Oni dejansko pridejo na volitve. Socialna varnost in Medicare sta politično nedotakljiva. Kongresni proračunski urad priznava, da prihodki niso zadostni za pokritje stroškov. V bistvu so si izglasovali ugodnosti, namenjene za 10 do 15 let dolga upokojitvena obdobja. Sistem so podfinancirali, hkrati pa so si znižali davke. In milenijci, njihovi otroci in vnuki bodo to plačevali zavedno. Kaj torej to pomeni za vas? 7. poglavje. Zakaj ste brez denarja in boste brez denarja tudi ostali? No, poglejmo škodo. Minimalna plača danes je vredna le polovico tiste iz leta 1968. Stroški bivanja so za 133% višji glede na dohodek. Šolnine so skoraj 3-krat višje kot prej, če upoštevamo inflacijo. Pokojnine so izginile. Davki za premožne so se znižali s 70% na 37%. Državni dolg presega 38 bilijonov dolarjev in še vedno narašča. Več kot polovica Američanov živi od plače do plače. Slika je mračna. A to ni bilo naključje. Ni bilo zaradi milenijcev in njihove večne ljubezni do avokadovega toasta. To je bilo sistematično razgrajevanje, ki so ga izvedli baby boomerji, generacija, ki se je povzpela po lestvi in jo nato za seboj zažgala. Svoje domove so kupili za 3-kratnik svojega dohodka, zdaj pa so ti vredni 5,6-krat toliko. Izobrazbo so dobili za 18% svojega dohodka, zdaj pa je postala pretirano draga. Imeli so zagotovljene pokojnine, pa so jih ukinili. Znižali so si davke in povzročili eksplozijo dolga. Glasovali so za restriktivno prostorsko načrtovanje in si zagotovili nedotakljive pravice. Vsaka politika jim je koristila, vsak strošek so prenesli na tiste, ki jih bodo pustili za seboj. Ameriške sanje niso umrle naravne smrti, ubili so jih boomerji in še vedno držijo morilsko orožje. 51% vsega ameriškega bogastva. Kaj se bo zgodilo s svetom, ki ga bodo pustili za seboj? Izvedite, kaj se bo zgodilo, ko bo generacija baby boomerjev izumrla, ali pa kliknite na ta video.